Lepo pozdravljeni ponovno v imenu našega Boga. Zbrani smo na spletnem bogoslužju, da skupaj slavimo, častimo našega Boga. In ponovno odprimo naša srca, kot je Jezus učil, naj ga slavimo in častimo v duhu in resnici. Naj petje, slavljenje in čaščenje bo iz globin naših src. Spomnimo se, zavedajmo se, kako nas Bog ljubi, kaj je Jezus Kristus na križu storil za nas, da imamo v njem odpuščanje, da imamo v njem večno življenje, da imamo v njem tudi pomoč, ko gremo skozi stiske, težave, zaskrbljenost. Jezus sam je povedal, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Zato naj bo poveličano njegovo ime in povzdignimo naš glas in naša srca in poveličujmo našega Boga. Hvala ti, Gospod, da ti imaš načrte, blaginje in ne nesreče.
da nam podeliš prihodnost in upanje. Hvala ti za Sina Jezusa Kristusa, hvala ti za njegovo prelito kri, za njegovo telo, ki ga je žrtvoval na križu Golgote, da so vsi naši grehi, naše slabosti, naše stiske, naša krivda, naša sramota, vse je na križu Golgote. In mi smo samo po veri vate in po tvoji krvi upravičeni in smo tvoja nevesta, ki to jutro pravi: pridi. Kdor sliši, naj pride. Naj pride k reki življenja. Naj pride k živemu Bogu. Naj pride k očetu luči. Naj pride k očetu, ki je poln ljubezni in milosti. In prejel boš mir, ki presega vsak razum. Slavimo to jutro in kličemo, pridi, pridi, pridi bližje k Jezusu. Duh in nevi
pristopi nam i vzame vode življenja zastonj. Jezus, hvala ti, da smo lahko slavili in častili tvoje ime. In mi te prosimo, ti blagoslovi tudi zdaj tvojo besedo. Naj se duhovno hranimo, Gospod, naj prejmemo skozi njo novo moč. Jezus, to te prosimo, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vznemirljive misli, zaskrbljenost, strah. O tej temi bomo govorili danes. Verjetno ni osebe na svetu, ki se ne bi občasno soočala z vznemirljivimi misli. Jaz se z njimi mogoče največkrat srečujem zjutraj, ko se zbudim. Možgani so spočiti in ko začnejo premlevati, kaj je v tem dnevu pred mano, se lahko kaj hitro zgodi, da me prevzamejo vznemirljive misli, zaskrbljenost ali celo strah. Ali mi bo uspelo vse to storiti, kar me čaka v tem dnevu. Nekdo mi je podaril magnetno broško, na kateri piše: ne skrbi za jutri, Bog je že tam. Še vedno jo imam in občasno razmišljam o njenem sporočilu, ki nekako sporoča: naj ne skrbimo, saj ima Bog vse pod kontrolo. A je temu res tako, da ima Bog vse pod kontrolo? A imajo prav tisti, ki pravijo, da je verovanje Boga in njegovo pomoč samo palica za slabiče? Ali nam pa Bog resnično lahko pomaga? Poglejmo nekaj svetopisemskih vrst, ki govorijo o vznemirjenosti, zaskrbljenosti, strahu. V Psalmu 94:19 beremo: ko se v meni množijo vznemirljive misli, mi tvoje tolažbe razsvetljujejo dušo. Psalmist je zapisal: ko se v meni množijo vznemirljive misli. Če bi prebrali celi psalm, bi videli, da psalmista vznemirjajo zelo resne stvari. Zakaj krivica, hudobija prevladuje? Zakaj pravičnost ne vlada in zakaj ni krivica kaznovana? Kaj vse nas vznemirja? Ni potrebno naštevati. Lahko bi se moče samo za trenutek zaustavili in premislili v svojem življenju o vseh vznemirljivih mislih. Če pogledamo nekaj o Abrahamovem življenju, vidimo, kako ga je strah dobesedno ohromil. Lahko bi pogledali še mnogo odlomkov, ki govorijo o strahu, skrbeh, vznemirljivosti. Toda kar je pomembno ali dobro je, da si zapomnimo, da so vznemirljive misli, zaskrbljenost, strah, nekaj, kar se pojavlja v življenju vsakega človeka v manjši ali večji obliki. Če se moče prav zdaj sooča s takšno situacijo, vedi, da nisi drugačen kot drugi ljudje, niti slabič, zguba, ampak oseba, ki resnično gre mogoče skozi težko obdobje. Toda obstaja upanje, izhod in na koncu zmaga. Kako živeti
in preživeti vznemirljive misli, zaskrbljenost, strah. Verjamem v medicino, psihologijo, da lahko veliko pomaga. Verjamem pa tudi, da teologija, spoznanje o Bogu oziroma pastorala pomaga in je mnogokrat ključnega pomena za pomoč. Nek psiholog je dejal, da je največji psiholog Jezus. Kaj je Jezus povedal o zaskrbljenosti? Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo dodati svojemu življenju en sam komolec? Seveda imamo vsi odgovornosti, obveznosti za vsakodnevno življenje. Toda sama zaskrbljenost, kaj bo, kako bomo mogoče preživeli, misli, ki se porajajo v naših glavah in nas hočejo kontrolirati, ne pomagajo oziroma samo škodujejo. Z zaskrbljenostjo ne moremo nič rešiti, niti za en komolec ne moremo situacije premakniti, pravi Jezus. Zaskrbljenost lahko samo skrajša in ne podaljša naše življenje. Jezus svari, naj si ne nalagamo preveč, saj je dnevu dovolj lastna teža zlo. Potrebno je svoje misli usmeriti v pravo smer. Ko nas zaskrbljenost, strah začnejo kontrolirati, moramo vedeti, da je to težko obdobje. Težko je usmeriti misli v stran od skrbi, če pa nas kontrolirajo. Mogoče si psihično tako slaboten, da nimaš nobene moči, da bi lahko karkoli spremenil. Poglejmo, kaj pravi psalmist. Če sem mislil, moja noga omahuje, me je tvoja dobrota, Gospod, podpirala. Kaj je mislil psalmist? Njegova noga, njegovo življenje omahuje, predal se je, ni več videl izhoda. Toda potem je spoznal, da ga je Bog svojo dobroto podpiral in mu pomagal. Psalmist je usmeril svoje misli, ki so mu govorile, da omahuje, na Gospoda in njegovo dobroto. Toda Gospod mi je postal utrdba, moj Bog, skala mojega zatočišča. Bog me je postal utrdba, zatočišče, zaščita, kjer je našel svojo varnost. Velikokrat ljudje v stiskah doživljajo občutek krivde, da so vse izneverili, da so razočarali Boga in podobno. Ne, mi moramo svoje misli usmeriti v Boga, da nas ljubi in nam želi resnično pomagati. Glej, Bog je moja rešitev. Zaupam in se ne bojim, kajti moja moč in moja pesem je Gospod Bog, bil je moja rešitev. Spoznal je, da je pomoč, rešitev pri Bogu. Zato mu zaupa in se več ne boji. V njegovo življenje je prišla ponovno pesem. Moja pesem je Gospod Bog. Poglejmo še na koncu praktičen korak, kako priti skozi zaskrbljenost, strah. Poglejmo Jezusov primer. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Tudi Jezus se je soočal s težkimi situacijami.
Tukaj pravi, da je njegova duša vznemirjena. Jezus je večkrat dobesedno izlil svoje srce pred svojim nebeškim očetom. Ena od njegovih največjih notranjih pritiskov, vznemirjenostjo, strahom, s katerim se je soočil, lahko vidimo v njegovi molitvi v Getsemanskem vrtu. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: sedite tukaj medtem, ko stopim tja, da bom molil. S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Jezus je vedel, da je prišel odločilni trenutek, da bo moral trpeti za grehe vseh ljudi. Začel se je žalostiti in trepetati. Moja duša je žalostna do smrti. Soočil se je s krivico, saj je bil nedolžen, križan zaradi nas. Bil je zavržen, Bog je v določenem trenutku obrnil svoj obraz od njega. Če mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, kelih simbol trpljenja, s katerim se je Jezus moral resnično soočiti v svojem življenju. Bila je agonija, psihični pritisk, strah. Na koncu se Jezus preda svojemu očetu in mu zaupa: ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. V bistvu mu je predal svojo situacijo. Jezus je čas molitve, psihične borbe, če hočete, predal svojemu očetu. In kaj je storil Bog? Ni jih odmaknil, ampak je Jezus šel skozi njih in postal zmagovalec. Ko smo v fazi težkih situacij, izkoristimo ta čas in svojo dušo, stisko popolnoma izlijmo Bogu. To je storil Jezus. Bog nas ne bo zapustil. Prerok Izaija pravi: mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa. A tudi če bo ona pozabila, jaz te ne pozabim. Bog te bo peljal skozi težave in se ti razodel še na mogočnejši način. Zato usmerimo naš pogled na Jezusa, na njegovo pomoč, na njegovo zaščito. Predajmo vse njemu in mu dovolimo, da nas pelje skozi vznemirljive misli, zaskrbljenost, strah in da novo moč potem v našem življenju. Amen. In na koncu tudi mi praktično v molitvi storimo to, kar je Jezus storil, kar nas Božja beseda uči, ko se srečujemo z zaskrbljenostjo, ko smo vznemirjeni, ko nas hoče prevzeti strah. Jezus naša srca, tudi naše stiske, zaskrbljenost, nemirjenost, strah, karkoli je v tem trenutku, Gospod, v naših življenjih, ki poslušamo, ki oznanjamo Tvojo besedo, mi jo predajemo Tebi. In Jezus,
Vemo, da si ti z nami in da se ti razodevaš prav tedaj, ko smo mogoče najbolj slabotni, nemočni. Prav tedaj ti lahko pokažeš svojo moč in deluješ v našem življenju. Jezus, to te prosimo v tvojem imenu. Amen. Želim vas spodbuditi. Pojdimo pogumno naprej. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.